Kaj bi bil nek lahko prvi konkreten korak, če bi se recimo organizirali, ampak konkretna akcija v to smer? Ja, vsaka konkretna akcija mora biti del neke zavestne odločitve. Ne. Tukaj nobeno napadanje katerekoli posamezne ureditve ali pa problema ne pomaga. Ne. Mi ne moramo rešiti, naprimer, vprašanja zdravstva v neko ljudem prijazno zdravstvo znotraj sedanjega sistema upravljanja Slovenije. Ne gre, ker zdravstvo je bodisi usmerjeno v zdravje človeka ali pa v farmacevtiko, se pravi v stalno prodajanje, v tretiranje državljana kot kupca farmacevtskih proizvodov in storitev. Torej, prva ampak res konkretna zadeva je odločitev, ne? Ali se bom aktivno prizadeval, in zato se bo treba boriti, za osvoboditev ali ne. Ker če sem sprijazen s sistemom, ne, pa če bom tako sem pa kakšno negodovanje izrazil, to je potrjevanje sedanjega stanja, to je težka odločitev. Ne. In šele, ko se bo povezalo vsaj kritično število ljudi, ne, rečemo 100, 150, za Slovenijo govorimo, ne, za enotnim programom se bo zadeva začela postavljati. Ne. Noben od nas kot posameznik ne more nič. Ne. Nekateri smo, ki so nam stvari jasne, ne, in če nas bojo ljudje poslušali, potem se bomo začeli pripravljati na preživetje in uspešno delovanje. Čudežev ni. Ne, nobenega čarobne palčke, ali pa da bi se nekje posvetilo, ali pa da bo eden z neko idejo nekje, ne bo, ni čudežev tle. Tle je mukotrpen, najprej ozaveščenje, grenkoba, črtanje vsega, zdaj mask nam ni treba več trenutno preganjati, ker naenkrat so vsi ljudje brez maska, ker je bilo objavljeno, da ni več potrebno, razne izjeme, nekaj pač zagrizenci so še vedno v maskah. V Ljubljani je še kar precej. Ja, no to se vidi, kakšne so dolgoročne posledice. Se pravi, mora iti za zavestno odločitev, tudi za neko samospoštovanje, za odločitev, da zavračam ves ta sistem, ki pomeni globalizacijo od mask do cepiv, do Hollywooda, do množičnih medijev, da se ne pustim temu sistemu več voditi, odpovedati vse medije. Ampak verjetno bo večina takoj, ko bo takšno navodilo, dala maske spet gor. Ne, se o tem govorimo, zato to so to kratkoročne reakcije. Celo mislim, da je z vidika globalistov zelo koristno, da so videli, ko smo rekli maske dol, je ko večina dala maske dol, ko bomo rekli maske gor, bo spet maske gor. Čeprav se ponavlja zgodba, ki je bila že prisotna po prvi svetovni vojni, ker je šlo ravno tako za inscenirano, tako imenovano špansko gripo, in za zelo podobne prijeme, in tudi za prisotnost tistih škodljivih cepiv, Rockefellerjevih takrat. Tako da zgodba se ponavlja, ljudje pa ne radi gledajo v resnici v oči. Večina meni, da je iluzorno, da bi se sistem lahko spremenil. Vse ni nobena umetnost biti zdaj kritičen do tega. Ampak to sploh ni vprašanje. Mislim, važno je, a mi vemo, kaj za nas dobro, in če vemo, da oblast dela za to, da nas zastrupi in izropa in ubije, a se bomo mi s tem sprijaznili ali ne. Sej, jaz nisem noben optimist ali pa si ne delam nobenih iluzij. Če se ne bo dovolj kmalu, dovolj veliko ljudi odločilo, da hočejo preživeti, da se bojo poskušali še naprej prilagajati, potem se nam slabo piše.